Na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica izobražujemo v 3 izobraževalnih programih. Na gimnazijskem nivoju imamo program Ekonomska gimnazija, medtem ko imamo v programu strokovne šole, se pravi program Medijski tehnik in pa Ekonomski tehnik. Dijaki, ki se odločajo za gimnazijski program, so seveda tisti, ki nameravajo študirati na področju bodisi družboslovja, lahko pa seveda tudi na vseh drugih izobraževalnih programih, se pravi na visokošolskem študiju ali tudi na višješolskem študiju. Medtem ko dijaki ekonomskega tehnika se lahko zaposlijo, prav tako velja to za dijake medijskega tehnika, lahko pa prav tako nadaljujejo šolanje na nekaterih strokovnih usmeritvah v Ljubljani ali kjerkoli drugje po Sloveniji. Vsi trije programi se nekako povezujejo. Skupno je v tem, da se vsi nekako opirajo na veščine IKT tehnologije, se pravi, dijaki dobijo potrebna znanja za uporabo in pa seveda tudi pripravo informacij s pomočjo moderne tehnologije. Tako je poudarek tudi na poslovnem komuniciranju, prav tako tudi na izražanju s moderno tehnologijo, pa seveda tudi na področju trženja. Programi se, kot že rečeno, prepletajo, pouk je sodoben, učitelji uporabljajo moderno tehnologijo z namenom, da izkoristijo sodobne možnosti poučevanja, pa seveda tudi, da dijakom pokažejo, kako se tehnologija lahko uporabi in pa tudi seveda, kako bodo to zmogli potem pri svojem delu uporabljati. Tako na primer tudi pri učenju matematike učiteljica, lahko pa tudi 2 učiteljice hkrati uporabljata recimo računalnike in s pomočjo teh programov dijaki računajo in izvajajo določene avtentične naloge, prikazujejo grafe, delajo analize in takšen pouk je za dijake prav gotovo pester, aktiven, jih v samem času pouka že veliko nauči, tako da doma ni potrebno potem tako veliko vaditi in utrjevati. Predvsem je pomembno, da dijaki snov razumejo in da potem seveda dopolnjujejo razumevanje še z utrjevanjem doma. Program Ekonomski tehnik je za razliko od gimnazijskega, ki je orientiran bolj v splošno izobraževalne predmete, usmerjen k stroki. To pomeni, da dijaki pridobijo številna poslovna znanja in se usposobijo za delo v bančništvu, potem tudi na drugih področjih javnega sektorja, se pravi postanejo poslovni sekretarji, računovodje, potem razni analitiki, potem tudi uradniki, skratka se zaposlujejo na številnih področjih, medtem ko program Medijski tehnik pa je nekako bolj orientiran v pripravo informacij s pomočjo tehnologije, kot so recimo uporaba spletnih aplikacij, potem tiskanih sporočil, filma, radijskih sporočil, televizijskih sporočil, tako da tu je uporaba te tehnologije res raznovrstna. Torej, pestrost naših programov zahteva tudi seveda izvajanje številnih obšolskih aktivnosti, ki se pri nas prepletajo, tako da dijaki vseh usmeritev gredo skupaj na športne dneve, kulturne dneve, potem veliko jih vodimo tudi na strokovne ekskurzije, bodisi doma po Sloveniji ali v tujini. Prav tako hodijo dijaki na izmenjavo, izmenjujemo se z gimnazijo v Gradcu, kjer dijaki utrjujejo svoja znanja v nemškem in seveda angleškem jeziku, hkrati pa pridobijo tudi koristne izkušnje glede pouka v tujini. Nekateri se bodo morda potem tudi odločali za študij v tujino in pravkar zdaj tudi navezujemo stike z njimi v smislu, da bi omogočili dijakom, da bi del šolskega leta preživeli v Gradcu in se tam tudi nekako pripravljali za študij v tujini.
Poleg tega imamo številne druge aktivnosti, razni projektni dnevi, ki usmerjajo dijake k uporabnosti znanj, k raziskovanju. Potem imamo tudi še obiske raznih televizijskih hiš, časopisnih hiš, raznih agencij, kjer se dijaki soočajo z neposrednim delom na tem področju. Prav tako odidejo na prakso v ta podjetja in tam seveda urijo veščine in pa potrjujejo znanja, ki so ga pridobili v šoli. Naši dijaki sodelujejo tudi na natečajih in pa na tekmovanjih, gimnazijci predvsem na splošno izobraževalnem področju, seveda tudi ekonomski in medijski tehniki. To velja na primer za tekmovanja s področja matematike, angleščine, slovenščine, podjetništva, ekonomije, potem pa tudi nemščine. Prav tako pa dijaki strokovnih šol sodelujejo na številnih natečajih na področju fotografije, animacije. Naslednje leto smo mi organizatorji festivala Vetrnica, to je državno tekmovanje tudi s področja vseh medijskih komunikacij. Torej, prepričana sem, da bodo dijaki na naši šoli pridobili predvsem dovolj splošnih znanj, seveda na strokovnem področju pa tudi tista strokovna znanja, ki so potrebna tako v življenju kot tudi na njihovi poklicni poti.